nič dobrega ne obeta, neprijazen je, kot so šoferji mestnega prometa. Tu sestanek, tam je zbor, pa spet nova seja, poln urnik, kakor so lokali okrog RTV-ja. A to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Več kot samo sebi, o meni kompjuter ve. Zdaj smo spet številke, zdaj nismo več ljudje. Vse ostrejši je ta naš kamen spotike, da prav nesmrtni imajo največje spomenike. A to se govori, ja? Med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet se rodi v petkih ob dveh, ko odprejo se vrata in sliši se smeh, ko masko nasmeha si nadeneš še šef, ker svet se rodi v petkih ob dveh. Ob dveh. 64 ur zdaj imaš na razpolago, da za konec tedna si privošči zgago. Ne verjemi tem, ki glasno govori, da smo tukaj sami dobri ljudje, ampak to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet umira nedeljo zvečer, ko vsi smo zbrani in v hiši je mir, ko lokal bo zaprl še zadnji oštir, svet bo umrl nedeljo zvečer. Svet umira nedeljo zvečer, nedeljo zvečer. Hvala. No, so še kakšne problemi? Nekaj stanovanjskih problemov, pa prošnje za lokacije. Ja, tega pa mi ne rešujemo. Dajemo pa mnenja. Stanovanj nej, stavbnih zemljišč nej, denarja nej. Ti veš kaj? Najboljš, da še mene nej. Ja, tajnič pa krajevne. Koga? Takoj. Kovač? Ja. Telefon. Kdo pa je? A, ti si. Kako vzel? Ja, kdo mi da pa ključe? Kdo je z njim? Ja, krasno. Moram pa že reči, da sem kar navdušen. Tvoj Stanči, pa moj Gregi, sta vzela moj čisto nov Renault. Gospodka sta se odločila, da se malo popele tatok do Švedov. Kaj zdaj vmešavaš mojega sina? Kot je on vzel ključe. Tvojih je vzel. Vzel? Sunul mi jih je, ko sem spal? Kaj moraš? Kaj morem? Videl boš, kaj morem. Milico na motorje pa zanima. Lastnega sina na milico. Viš, tole je pogled od strani, tole je pa od spred. Tako, načrti so tukaj, zemljišče smo plačali, drug teden bojo napeljali vodovod pa elektriko, torej nobenih ovir, da ne bi začeli z gradnjo. No, ja, nobenih, razen denarja. Saj sem ti rekla, prodajva enega od avtomobilov. Ja, tvojega? Zakaj pa mojega? Moj je moj. Pa še manj že reke tvoj. Kavica!
kavica je že kuhana. Torej, kako ste rešila problem? Ja, problem je denar. Veš kaj, Vlado, ti sploh nisi posloven človek. Ne vem, kako si sploh prišel do poslovodje. Stvari so take, če vikenda ne zgradiš, tega tudi kasneje ne boš, ker se vse iz dneva v dan draži. Imaš denar za zidarje? Imam. Imaš, manjka ti samo za material. Saj material se da dobiti tudi na kredit. Ja, sam kredite je treba odplačevati. Točno, plače potrebujete za življenje. Potrebna so dodatna sredstva. Kakšna dodatna sredstva? Kje naj jih pa dobim? Glej, sinko, ti nimaš stanovanja. Ja, kako nimam? Kaj pa hiša? Hiša je moja. Nekoč bo tvoja, ampak meni se še ne mudi, da pokopališče. Ti si tukaj svojo družino samo podnajemnik. Končno imaš tudi ti pravico do stanovanja, kakor vsi drugi. Točno, mama ima prav. Zahtevaj stanovanje. Kaj se pa ti mešaš? Ja. Kdo me bo pa dal stanovanje za nova stanovanja? Niti načrtov še ni. Stanovanja so in jaz tudi vem, kje. Samo treba bo mazati na pravem mestu. In ko boš imel stanovanje, bo to zate kapital. Pa poslušaj, to ni Vlado. tako enostaven. Poslušaj mamico. Ja, dobro, vse jo poslušam. Našla sem tudi že stanovanje. Samo iz tistega stanovanja bo treba izseliti. Kaj pa ti je? No, saj imaš stanovanje. Vilo, ne pa stanovanje. Oprost, jaz nimam nič. Živim v hiš svoje tašče, ženo in 3 otroci. V en sob sem podnajemnik, torej imam pravico do stanovanja, kakor vsi delovni ljudje in sploh vsi državljani. Ja, kaj ste vi mogoče drugačnega mnenja? Seveda imaš po zakonu pravico do stanovanja, ampak mi ti stanovanja ne moremo dodeliti. O tem se moraš pogovoriti z bocmanom na SIS-u za stanovanje. Ja, vem, da vi ne dodeljujete stanovanj, vem pa, da dajete svoje mnenje. No, boš pa res veliko tega, če povemo, kakšno je naše mnenje o stanovanjski gradbeni politiki. Bolj da ne povemo, ja. Prosim, jaz sem tule vse napisal, pa bi rad čim prejšnji odgovor. No, odgovor boš dobil kakšen, pa ne vem. No, to bomo pa še videli. Adijo. Bravo. A si videl? Kar na vrat na nos, dajte mi stanovanje. Ja, kaj češ po zakonu ima pravico? Kaj pa je napisal, pokaž? Pretev. Petete! Kristus, pater. Ja, tovarišica Marjeta, od zdaj pa vi pobožne, kaj? Pater, to ne možeš prebrati. Same laži pa licemerstva. Dajte bo. Poslušaj, ker pa ni pripravil, je trca omak, pa prav frišen sod merlote je odprl, sem videl, a? Mijeva. Marjeta, takoj pridem. Kaj pa je tu pibernik, a? Ma, to je neverjetno, ne sitneš, kar naprej ga imaš. Pozdravljene! Ja. Madonca! Milica! Magda, telefoniri po Milico! Milica! Madonca! Kaj bo pa mi pa tukaj? Na zadnji bo zahtevo nek pričal, jaz se pa ne rad za Miro Kovaču. Ti bodi, glej, se ne jo ne bo niti opazil. Madonca, hiška, na, gled. Torej? Kdo je vozil? Jaz, tovariš Joco, ampak nisem pil. Nej piha! Tovariš Joco, res nisem pil. To bomo še preverili. Na srečo, noben ni ranjen, avto lahko pelje. Podatke imam, konc. Za drugo, ni moja skrb, zdravo. Kako? Noben ni ranjen. Kaj pa moja hiša? Napisal sem, odvrni vogal. Za drugo se zmentaš njima. Zdravo. Ja, Madonca! Sej ni tako hudo, tovariš Bocman, ampak avto! To bo ocenila komisija. Sej ni občinska last. V mojo hišo se z avtom ne boste zaletavali. Ampak avto je razbit. Me čist nič ne briga. Madonca, hiška. Huligani. Plačali boste, pa če je tvoj oče
100-krat predsednik krajone. A greva? Ne, počakaj še malo, vrnil se bo. Skop se pa vrnil? Ker je pustil odprta vrata. Zdaj razume, zakaj. Da bi dobil večjo odškodnino. Lega lumpa. Zdaj je tvoj, zdaj ga imaš. Zdaj nama bom moral dati stanovanje. Če bo treba, bom tudi jaz pričala. Ne skrbi. Ne boste hiše podarili, to vaš bocman? Kaj? Ja, to se pravi. Omet dajem stran. A omet? Ja. To vaš Pibernik. Vi pa nekaj intrigirate. Bog ne dej. Mislim samo, kako vam je avto v hišo prletu. Kot naročen. Zdaj imate idealno priložnost, da vam popravijo pa prebarvajo fasado, ko že itak razpada. Ja. Na to pa sploh nisem pomislil. A res ne? To vaš bocman, tukaj sem že od vsega začetka, pa sem videl, kako se vam je avto zaletel, pa kako ste vi potem s krampom v krušu v omet. In če bo treba, bom pričal. To se pravi, kaj? To pa ni odvisen od mene. A ja. Vaš Pibernik. A ne bi stopila noter, pa se lepo po človeško domenila, a? Ob kozarčku in kavici. Ja, jaz sem za pogovor in dogovor. Ja. Ja, puti, pa jaz. Zakaj jaz? Ja, tudi tvoj smrkovci je zraven. Najprej, čigav je avto? Moj. Čigav sin je vzel ključe? Ja, moj pa. Kdo je vozil avto? Ja, vidiš, tega se pa ne ve. O, to se dobro ve, tvoj Grega. Ker moj Stane ne zna voziti, ker mu nisem dal nikoli avto v roke. Torej, tvoj sin, tvoj avto, tvoj karambol, ti boš plačal. Točno? Ja, kaj pa solidarnost? Kaj ste tu pozabil? Pogled, razbila sta lev blatnik, lev žaromet, leve blinker, zvila levo kolo. Ali veš, koliko se tu stane? Ne vem, me tudi ne zanima. Pacek, v avtu je bil tudi tvoj smrkovc, no. Skupaj sta se pregajnala, skupaj sta razbila moj avto. Govoriš o solidarnosti? Ja, pol pa bod solidaren. Koliko bo vse to stalo? Ti nič ne skrbe. Mehankar že dela predračun. Ja, Nežka, kaj pa ti? Je stanovanja me mečijo na cesto. Ja, aj Nežka, pomir se, no. Če me pa mečijo iz stanovanja, kam bom šla z otrokom? Pa nehaj kričat, no, povej, kdo te meče ven in zakaj? Stanovanjska. Nihče te ne bo vrgel na cesto. Tukaj piše. Pa to je prav gotovo nesporazum, na pomir se nekaj ne bo. Veš kaj, Bacek, jaz zdaj nimam cajta, da je urediti tu s tovršico Nežo, mjen se med jih mehankarjo, se bova videla pojeta. V redu. Ne bo mi pomagal. Noben mi noče pomagati. Mislil si sam na avto, pa na vikend ne mag, jaz bom šla z otrokom v Savo. V Savo, no v Savo, ne govor neumnosti, no. Poglej, zahtevajo samo, da plačaš ekonomsko stanarino. Nihče te ne bo vrgel iz stanovanja. Kako pa ne plačam? S čim? Kako ne dam 1/3 svoje plače za stanovanje? Sej se bo vse uredilo, Nežka, pomir se. Poglej, no, ti si doslej plačevala beneficirano stanarino kot mati majhnega otroka z nizkimi osebnimi prejemki. Je tako? Stanovanjska pa zdaj zahteva, da plačaš ekonomsko stanarino. No, pomir se. Če se ne pomiriš, se ne bomo mogli. Jaz tudi ne. Dobro, ja ne govorim dobro slovenski, ali vse razumem. A njega nič ne razumem. Nič. Evo, stalno nešto muti, evo, niko te ništa ne razume. Pa kako te ne razumete? No, Neža je bila poročena s tistim, no, kako je bilo, Jarkotom, no. Dobila sta stanovanje iz solidarnostnega fonda kot družina z nizkimi osebnimi prejemki. Potem sta se ločila. Ne se nista ločila, pa ga je sorota nagnala in prav je imela. Nagnala, ne, sodno sta ločena.
Zdaj ostala sama z otrokom starim leto in pol. In kaj ni prav? Kaj ni prav? Meni je prav, ampak kaže, da nekomu drugmu ni prav, komu pa ne vem. Jaz vem samo to, da z delovnim človekom. Z eno materjo samohranilko se tako pač ne dela. Tako je. Čekaj, ali Bacek, otkud sad odjednom taj zahtev SIZ-a? Na čemu oni temelje tu svoju odluku? Zašto? Prav, ne imajo prav, pogledaj. Stanovanje Mir 55 kvadratnih metrov. To je za celih 17 kvadratnih metrov več, kot ima pripada. Zdaj pa zahtevajo, naj plača polno najemnino ali pa naj se izseli v manjše stanovanje. To je vse. Stvar je jasna. Kdo bi rad Neškino stanovanje, ne? Sentimentalnost je lepa lastnost, a ekonomske stanarine so upravičene. Sicer ne bo sredstev za vzdrževanje zgradb, še manj pa za izgradnjo novih stanovanj za tiste, ki so sploh brez stanovanja. Kaj pa bo Neža s tako velikim stanovanjem? Če vsi plačajo, odnosno če vsi plačamo ekonomske stanarine, naj je pa še ona. Ja, kako ono, 6 tisočaki na mesec, da je namerno. Čakajte, kako pa je s tem, možje? Že lep čas govorimo o prehodu na ekonomske stanarine, pa nič. Enkrat bo treba začeti, pa čeprav bi koga pri tem zabolelo. Čudim se, da govoriš prav zdaj, ko gre za Nežo. Ne bomo dovolili pa pika. Kdo ne bo dovolil? Mi, krajani. Ja, je vprašanje zbojo. Krajevna skupnost ne more odločati. Bo pa odločala solidarnost nas vseh. Poslušajte, predsednik Kovač bo govoril s Pocmanom. Mogoče mu bo uspelo. Ja, kaj pa če mu ne bo uspelo? Zakaj? Ja, zakaj pa nas? Sram. Kaj bile bi to? Sram. Pijandurca. Čak malo, neč pijandurca, Frakl ima prav. Prav sramotno je, kako barantamo tukaj s tujo bedo. Če Kovaču ne bo uspelo, bomo pa sklicali zbor krajanov. Tako je, zbor, da se bo slišal. A misliš delati ali ves dan pijačevat? Zahlade se sprav. Že gre. Hranke te čakajo. Nekaj se je zgodilo, no ti jim že razložim. Jaz bom te razložila. A Neža, jadnica nema nigde nikoga. Kakšni ljudje smo Majkoviću. Če ni nikomur, več za človeka. Ne kompliciraj, Neška, no, moj stari božil se je zrihtu. Rekli so, da ni nobene protekcije. Poslušno se imen, da Grega ve. Jaz ne vem, koga bom naredila, če me bojo vrgli ven. Pa kam me bojo dali spet v kakšno lukno, kjer ni ne zraka, ne sonca. Te male pa kar naprej bolelo. Neška, vse sem ti že povedal, da je moj stari kot foter sicer zgrešena zadeva, ampak kot predsednik krajevne skupnosti je pa vzoren. Pomir se, Neška. Veš, da bomo napravili kraval, če bo treba. Vi ne veste, kako je meni. Pa ti ne veš, kako je Grega tu pa meni. Kaj šele naju čaka? Neška, če te bojo kaj zajebavali, ti sam meni povej. Dobar dan. Dobar dan. Želite, prosim? Nič hvala. Prišel sem, da bi se mal pogovorila. Jaz sem Vlado Pibernik. Ja, sej poznam vašo ženo pa vašo taščo. Oprostite, mečkam sem raztresena, ne velike skrbi imam pa. No, si zato pa gre, da vas odrešimo skrbi. Poglejte, je že tako, da boste morali stanovanja. Ne verjamete? Ja, moja žena pa Bocmanova sta prijateljci. Pa ste govorili tudi o tem. Žalostno, ampak tak je zakon. Kako mi morate reči kaj tazga? No, bodimo realisti, Vršica Neža. Če že morate iz stanovanja, imejte od tega saj kakšno korist. Jaz, na primer, vam lahko ponudim primeren stanovanje, pa še milijonček na roko. Kakšen stanovanje? Je dal ga bom urediti, prebeliti, pobarvati okna, vrata, zbrusiti tla, skratka vse bo tip-top. Je pa v hiši, kjer stanujejo Hrovatovi pa Perškovi. A vi mislite tisto luknjo? Ja, tisto krasno, mejhno hiško na dvorišču, kjer je bil včasih mini vrtec. Ja, ko bo urejeno, bo vse tip-top, večjega stanovanja pa tako narabite. No, prosite, ampak še zmeraj ne razumem, zakaj vas to zanima. Mislim, zakaj bi vi to plačali? A zakaj? Zato, ker bi se v vaš stanovanje vselil jaz. Jaz stanovanja nimam, nas je pa 5. Vrtec so izselili zato, ker je bilo vlažen, pa ker so z dvorišča prihajale podgane, jaz ne grem pa sta malo v ta stanovanje. Najlepša hvala, to vam. No, poslušajte, Vršica Neža, nisem še povedal do Grega, stane! Kaj, Neška? Grozi mi, da me bojo vrgli stanovanje, on se hoče vseliti. Kako, tovariš Pibernik? Ti pa kar zgin mulc.
Najbrž nisi razumela tovarša Pibernika. Prišel je kupiti torte. A, to je seveda druga stvar. Niška, 10 kosov mu zavi. Kakšne torte? Odlične. Izvolite 180. 180, tovariš Pibernik. Le čakaj, mulc bom povedal tvojemu očetu. Tukaj, prosim. Še drobiš? Tega ima noče. Ja, ta primer je treba rešiti humano, tovarš Bocman. To pa pomeni, da je treba revi omogočiti, da obdrži stanvajne. Tako je, tovariš Kovač. Humano in solidarno, ekonomično in rentabilno, no, da ne rečem tudi razumno gospodarjenje stanovanjskim fondom, ki ga nimamo, ne? Tisto pa, kar imamo, komaj obnavljamo in vzdržujemo. Ja, pa zakaj? To je dobro vprašanje, tovariš predsednik. Ja. Ostali smo na repu, ne? Inflacija je opravila svoje, tako da bomo zdaj ob tem povišanju stanarin še naprej ostali na repu, ne? To je eno. Drugo pa, dokler bodo nekateri, no, kot recimo ta Neža, no, vzemivajo samo za primer, še naprej neupravičeno stanovali ob beneficiranih stanarinah, ne bomo imeli dovolj sredstev za vzdrževanje hiš. Ja? Tovariš predsednik, humanost zahteva tudi od nje, naj plača svoj delež v skupno blagajno. Ne vem, če vas dobro zastopim. Izvrstno me razumete, tovariš predsednik. Ja, kako pa naj plača, če mora vzdrževati otroka in sebe? Izjemno dobro vprašanje, tovariš predsednik. Ja, če ne more plačati, ne, se pa naj preseli v manjše stanovanje. Čakajte. To je pa rešitev, ki se ne sklada z našimi deklaracijami o humanosti. Ampak prosim vas, tovariš predsednik, deklaracije so eno, praksa pa nekaj povsem drugega. No, poglejte, vzemiva recimo moj primer, ne. Poglejte, tovariš predsednik, jaz imam eno plačo. Jaz tudi. Eno ženo. Jaz tudi. 2 otroka. Ja, tudi jaz. In eno skromno, že kar precej dotrajeno hiško, ne. Jaz pa še tega ne. No, in si pravim, takšna, kakršna je, tvoja je. Pazi na njo, obnavljaj jo, neguj jo. No in kaj se zgodi? Zaletijo se mi vanjo nekateri z avtomobilom iz same objesnosti. Tresk! Naravnost v mojo skromno hišico in ji porušijo pol fasade. In kaj je zdaj, tovariš predsednik? Kje naj dobim denar za popravilo? Predračun vprašate, no? Ja, 6,5 starih milijončkov. Ja, strašno, kako so narasle cene v sliki. Ja, ampak, kaj hočete, tovariš Kovač? Moral bom tožiti in zahtevati. Kdor se je zaletel, naj plača. Ja, o čem pa vi govorite, kaj? Ampak to še ni vse, tovariš Kovač. Tu je tudi moja Magdica, ki toliko dni umrla od strahu, ko je udarilo tresk. Razumete? Stres. Šok. O čem pa govorite, tovariš Bocman? Ja, kakšna fasada, pa kakšen šok? O vašem sinu, tovariš Kovač, ki je izvolil treščiti v mojo hišico s tako silo, da jo je v temeljih pretresel. In vi zahtevate, naj bi jaz zdaj plačal teh 6-7 milijončkov? Mogoče tudi 10, ne? Odvisno je od moje Magdice, kako bo ocenila svoj strah. Ja, kje pa naj dobim to denarja? Prosim vas, tovariš Kovač. Poglejte, poznam nekoga, ki vas izjemno ceni in ta bo z največjim veseljem popravil fasado
Ne, da bi vas kaj stalo. No, kar se pa moje Magdice tiče, sem prepričan, da jo lahko pregovorim, da ne bo zahtevala odškodnine. Ne. To prepustite meni. Ja, pa bi lahko zvedel, kdo je ta dobra samaritanska duša. Neki Pibernik, ja. Neki Pibernik in ta Pibernik ima svaka, ki je izvrsten zidar in ta bo flik-flak uredil in pripravil. Ja, vidite, tovariš predsednik, to je solidarnost. No, a me zdaj razumete? Res bi bil kompletno osel, če tega ne bi zastopil. Svidenje, tovariš načelnik. Moje tovariško spoštovanje, tovariš Kovač. Ja, Pibernik? Ja, pravkar je bil pri meni. Ja. Mislim, da lahko začnete kar pakirati. Ja. No, seveda. Šla bo ven, tu ni dileme in vi ste prvi na listi. Ja, mislim, da lahko začnete kar organizirati material in vse drugo za fasado. Ja. Ja, sej, to je vaša skrb, ali ne? Ja. Zdravo. Ja, 920 tavljen. Ja, pa pogled, koliko imam. $7,660. In tu je vse. Druge je šlo za avto. Moram bolj dodati od penzije. Ja. No ja, če je tako, bom tisti dodal jaz. Bi bil vzel vsaj kasko. Pa nisem, na. Vidiš, mislim se, vozim počase, vozim s pametjo, vozim previdno. A se vejde, ta moj gospod sin pa pritisne gazda konca in tresko hišo. V kakšno hišo? Kako? Kaj sem jaz rekel v hišo? To sem rekel sam tako. No ja, samo fasada je majhno prasko, no najvredno besed. No, kaj hočeš, zgodi se. Kaj bomo pa z Nežo? S kakšno Nežo? No, se veš, si govoril s bocmanom? Ja. Se ne da narediti. Kako da ne? Ja, no ne da se zastopiš po slovensko. A veš kaj? Če je tako, potem damo stavko. Ti pa čakaš. Kakšno stavko? Oho, najlažje je stisne rep med noge, pa zginta. Ne, ljubček moj. Ostati moreš do konca. Boriti se treba do konca. No, se bo dobila stanovajne. No, tisto lukno. Kako bi pa ti hotel od mene, kaj? Da predsopram stanovajne z lufta? Si predsednik? Torej zares, Pibernik je. Kamu pa je? Ne vem. In veš, če še ne vem. Ne vem, če smo res vsi dobri ljudje. Zdravo, tovariš predsednik. A veš lahko še 2 leci, prosim? Ja. Vse se zve. Pibernik, kaj? Kdo bi si mislil? Tudi Piberniku ni lahko. Zakaj?
Stanujejo v nemogočih stanovanjskih razmerah. Ja, to pa to, ja. Skupaj s taščo. Koliko je takih? Ampak je to način? Ti pa drž jezik, če ne veš, zakaj gre. Neža mora iz stanovanja, če ne more plačati ekonomske stanarine. No ja, na prednostni listi za stanovanje sem pa prvi na vrsti jaz. Kako pivo? Pivče, odmah takoj, predsednik, kako je kaj? A? Kaj, skrbi? Skrbi. Kaj moremo? Tako se ti zalomiva, a? Evo ga, pivce za živce. Živijo. Pivo za tovarša Kovača plačam jaz. Kaj pa mu je? Ne mara, da mu kdorkoli daje za pijačo. A jaz sem torej kdorkoli? Ne kdorkoli, nihče. Miklič, ti se nekam zelo zanimaš za Nežo. Me prav zanima, kaj bo rekla tvoja žena, ko bo zvedla, zakaj se zanimaš. Kar se pa tiče dajanja za pijačo, lahko plačam, komor hočem. Dvojn šnops. Dvojn. Do frakla. Takoj. Meni dajejo za pijačo poštenjaki. Pijačo za vse. Žalim slučaj. Fajront. Dober večer. Dober večer. Ja, kaj pa vi? Prišel sem vam povedati, da sem ogorčen zaradi tega, kar se z vami dogaja. Da bi vam dal korajže, da bi vam pomagal. Ja, hvala lepa. Najlaže je zapreti oči in iti mimo tistega, ki je v zadrek. Ja, kaj je pa to? Malenkost. Na mojem vrt rasejo samo takele rože. Ja, najlepša hvala. Nikar se ne zahvaljujte. Kar izvolite, lepo prosim. Hvala. Jaz ne pijem, veste, ampak tole, saj še sama ne vem, kaj je, razen da je alkohol. No, zakaj pa solze? Če samo pomislim na to, da bom morala ven v kakšno mračno luknjo. Pa tako lepo mi je tukaj, a veste. Prvič v življenju živim v lepem, čistem, toplem stanovanju. Jaz bi pa res kaj popil. Močan je, sadjevc je. To je ostalo od mojega bivšega, veste. On je spil po 3 take na uro. No, pa vi ne boste, no, vsaj enega. Ja. No, dajmo. No, pa bom. Boste videli, da imamo to dober del. To je pa premočno. Povejte mi, tovariš Miklič, kaj naj naredim? Takole bi rekel, rešitev bi se našla, ampak to je odvisno samo od vas, Nežka. Od mene? Jaz bi naredila ne vem kaj. Stvar je čist preprosta. Čeprav bi se vam na prvi pogled mogoče zdela, kako bi rekel, nenavadna. Torej, ti spijemo še enkrat. Povejte mi, tovariš Miklič, jaz bi res čisto vse naredila. Torej, nihče vas ne bo mogel pregnati iz te sobe, ne po zakonu, ne po stricu. Ja, seveda, če bom plačala ekonomsko stanarino. Ampak, a veste, koliko je to? Pol pride pa še plin, pa centralna, pa elektrika, pa vsi drugi stroški. Kje ne jemljem? Kje pa? Plačevali boste kakor do zdaj. Treba je malo računati, veste, zato sem pa jaz mojster. Vidite, po zakonu vam pripada 28 kvadratov plus 10 kvadratov za vsakega člana ožje družine.
Z ozirom na to, da imate tukaj 55 kvadratov, vam manjka en član družine. In to tak, ste brez osebnih dohodkov. Ja, kje ga ne pa dobim? Malo razmislite. Ja, jaz nimam nobenega razen otroka. No, ste že malo bliže, Ja, ne razumem. No, otrok vendar. Ja, kakšen otrok? Kakšen tak, mečken tak, ja, tudi tak. Ja, jaz že imam punčka, veste? Ja, pa bo malo više, no. Ja, ampak kje jo ne pa dobim? Kje? Vendar veste, ki pride otrok na svet. Ja, tu že, ampak jaz nimam moža. Kdo pa te vpraša, imaš moža, ne? A je mož sploh važen? No, vendar se ti je posvetilo. Nihče ne bo vedel. Ti boš rešila svoj problem, jaz bom poskrbel za otroka. Dokaj bom dal nekaj na knjižco, potem pa videla. Že razumem. Moja žena to ne bo, res ne bo dolg. Ma zelo visok pritisk. Joj, Miška, vsako noč svoj sanja od tebe. Samo hipec. A pohit, draga, tako te čakam. Kako ven? Prasec! Da bi me povalil, ha? Ven, če nam tako upira, da se uslišali do tvoje bajte. Samo tega ne, Neška. Neška, samo tega. Ven sem rekla! Ampak, Neška, jaz sem mislil resno. Veš, kako resen jaz mislim. In da veš, če boš zdaj kaj intrigiral proti meni, bom šla naravnost k tvoji ženi. Tole bom imela pa za dokaz. Ven, če ne bo odprla oken! Jaz sem mislil solidarnostno, da bi ti pomagal. Ona... Čakaj, ti si pokušal... Ja, rekel sem, da bom dal stavko in konc pri tem ustrajal. Čakaj, kud si navalijo. Čakaj, da vidimo prvo, kaj bo rekel zbor krajanov. Tako. Jaz sem neutralen do kosti. Ne zato, ker sem zdaj na občini, ampak zato, ker spoštujem zakone in predpise. Ja, to. Tudi Kovač ni mogel nič napraviti. Čeprav je govoril z bocmanom. Zakon je enak za vse. Ne, veš, ne mora biti enak za vse. Ne mora biti enak za Bulčka, ki je prevoznik, pa milijone prevaža, pa za Nježo, ki živi od drobiža. Pozdravljene. Zdravo. Zakon. Najboljše zakone piše življenje samo. Malo pivo. Kaj? Pivo? Malo? Za tebe? Mene? Kaj si to ti, Frakl, ha? Kod pa hodiš? Kostila mi prazna brez tebe. Vidi ga, što si se uparadio. Kao da ćeš pred matičara, a? Zvoli. Frakl ima nekaj za brego. Dobro. Kovačeva pošta. Prav nek danes. Jutr. Poglejte na Frakla. Kaj pa je to? Pa pušec ima. Pio. Pozdravljen, Frakl. A vam lahko s čim postrežem? Mušica Neža. Jaz sem prišel, da vam pred pričami ponudim ženitev. Jaz nimam nobenih dohodkov.
Kar se pa zakona tiče, bi bilo to tako na videz, kot da ga v resnici sploh ni. Pomislite, koliko zakonov je sam na papirju. In če se poročite z mano, bo vsekakor korist od tega, da sem živ. Joj, Franka, kako si ti dober. Hvala ti tudi za dober namen. Arduš Neža bo obžalovala, če zamudi tako priliko. Kar je res, je res. Kaj je res, gospod Brajc? A da vsi po malem goljufamo, da podtikamo, da lažemo. A je res? Rakl. Ta, da bi nam lekcijo delil? Pardon! Ja, torej, nekakšen referendum. Tovaršija, jaz sem za to. Naj bo. To je najbolje. Vsak naj pove svoje mnenje, pa ne bo nobene dileme. Neško moramo zaščititi pa pika. Drugač nismo ne solidarni, ne humani. Glasovali bomo. Kako je? Vox populi, vox dei. Kaj bo to zdaj? To ni prav. Kaj bi ti kdo zaprav rad? Da bi bilo po statutu. Po statutu mora biti prisotnih najmanj 50 občanov. In toliko jih tudi bo. Tako bomo glasovali in bo vse v redu. Bravo. Ne govorim kot tajnik, ampak kot krajan. Tovršica Neža noče biti nič gospodska. To ni nobeno nagnjenje do luksuza, če hočeš živeti kulturno. Ne živi, pa tudi plače ne. Se bi živela, pa jo vsi smeče na cesto. Sramota. Čakajte, no. Čakaj, no. Sisni kamor nikoga ne meče. Sis se enostavno in preprosto drži zakona in reda. No, sicer pa v takem položaju ni samo ona. Nekateri so še bolj ogroženi od nje. Lepo miru! Ženske protestiramo zaradi take diskriminacije, prosim. Točno. Meni se očita, da diskriminiram posameznike, ker nisem pustil, da bi izigravali javne interese. No. Za koga pa ne, no? Za tiste, ki jih je več, misle na kšeft. Kjer je pa več? Vse skeptuleje na smrdljiva godla. Sej prav se vejmo, da je Pibernik tudi nar ponujil. Kakšen nar, kaj ti nar? Mir! Tako ne gre več naprej. Tle smo že 2 uri. Pa kakšen je rezultat? Nič. Meni se čini, da niko noče pokazati pravih kart. A daj joga. Daj. Svi rešto munđaju. Ti si takšen, to je kuhnja, to su privatni interesi, če tako potem pokažite karte. Predan z resnico. Čakajte, da odločimo. Ali bomo glasovali, da se Tovršici Neži dodeli socialna pomoč, s katero bo pokrila razliko za stanarino, dokler vsega tega ne bo mogla plačati sama s svojimi lastnimi osebnimi dohodki. Že 100-krat bi glasovala za Nežo, ampak to ni rešitev, to je samo odlaganje problema, čemu bi plačevali. Tako je, ne? Točno. Zakaj ne bi odločili, da Neža z otrokom ostane v stanovanju? Točno. Kar se pa denarja tiče. Kaj je več vredno? Naša zavest in solidarnost ali denar? Enkrat krajevna skupnost odloči. Kaj pa je pravzaprav sploh krajevna skupnost, no? In kaj smo mi? Kdo smo mi? Tako je. Pokažimo, kaj smo. Nič. To se pravi, da smo po tvojem mnenju tudi mi nič. Ali imamo sploh pravico izglasovati takšno pomoč? Kje bomo pa dobili sredstva? Oblegano! Če boš šlo pa za tebe, pa drugač prepajmo. Nisem član nobenega dobrodelnega društva. Čakajte. Nič ne morete, tak je zakon. Lahko glasujemo, ampak boste videli, da je večina proti. Prosim, sicer pa je tu tovariš predsednik, pa ne on sam pove. Tovariš Kovač, prosim vas. Razložite jim, da načelo socialne enakosti zahteva,
da tudi Neža plača toliko, kot plačujejo drugi. Vse drugo ne pride v poštev. Tako je. Drži. Radi bi resnico. Prav? Vam jo bom pa povedal. Hvala, napiši. Lahko zglasujemo denarno pomoč za Nežo, samo po moje bo tu povzročilo povšijo in nezadovoljstvo. Kaj sem vam rekel? Res je tudi, da bi se Neža lahko preselila v manjše stanovanje. Ste slišali, prosim? Ste slišali? Res je tudi, da bi jaz zdaj moral preprečiti glasovanje ali pa vsaj vplivati, da bi glasovali proti Neži. Res je pa tudi, da si je moj sin zaletel v Bocmanovo hišo in da ta zdaj zahteva 10 milijonov odškodnine, ki jo pa jaz ne imam. Ponuja me pa še drugo možnost. Neža naj se izseli, v stanovanje pa naj gre Pibernik. V tem primeru odškodnine ne bo zahteval. Tako, tu je resnica. Pravilno. No, kar se pa tiče krajevne skupnosti, nažalost, ona ne more dosti pomagati. In tudi tu je resnica. Odškodnino boste plačali, pa tudi Neža bo morala plačati, ali pa bo šla ven. Vse drugo je laž. Tako. Siljujete, kaj? Moja hiša je uničena, razumeš? Pravico imate odškodnine. Točno. Kakšno vi ste rokovsko krod, že tu še grih tak volku krod. Ko ne bo šlo na cesto, mečete mater samohranilko. Jaz nikogar ne preganjam. Kako ne preganjate, seveda preganjate, že vemo zakaj. No, če vi ne veste, pa kaj svojega moža vprašajte. Pa si slišal, kaj ne Drage dame, lepo vas prosim, bodimo fine in tolerantne. Ja, tudi tovariš Pipan je rekel, Mirno! Tisto, kar sem rekel o odškodnini in denarju, to je privatna stvar. Glasujmo! Kdo je za to, da dodelimo denarno pomoč Neži, ne dvigne roko? Tako je. Tako je. A ne treba nabrojiš, v večini smo. Vsi! Hvala! Hvala! Kdo je proti? Prosim. Manje. V redu. Se je kdo zdržal? Hvala. Tovaršija, denarno pomoč za Nežo smo tako zglasovali z večino glasov. Hvala. Sestanek je zaključen. Pa na kraju ispade da krajevna skupnost nije mači kašalj, a? Malo smo se posvađali, za malo da se pobijemo, potučemo. Ali na kraju proradiše klikeri. Matematika, tehnika... Solidarnost, Đoko, to je nova plošča.